Hvala, jaz sem si malo zabeležil na par točk, ki bi jih rad ob zaključku predstavil. Tako da zdi se mi, da smo bili zelo intenzivni v teh 2 dnevih, tudi smo kar nekaj podaljšali, dobro, pol urce. Jaz bi rad za zaključek rekel sledeče. Najprej, da je evropska asfalterska industrija pravzaprav pred največjimi spremembami v zgodovini. Pa nismo edini, vse to je pravzaprav danes skoraj z vsemi industrijami. Poglejte samo avtomobilsko, kakšne spremembe po 100 in več letih doživlja. Ali bo ta prehod, katerega moramo izvesti, kratek ali bo dolg, na to ne znamo odgovoriti. Vsekakor bomo potrebovali nekaj let, samo zato, da dosežemo, bom rekel, zeleni prehod. In ob tem bomo zagotovo uporabljali tople asfalte, uporabljali bomo druge tehnologije in seveda bo potrebno to spodbujati tudi za oddajo del, kjer se bodo te tehnologije, bom rekel, tudi videle tistim, kateri so najbolj napredni, najhitrejši, kateri imajo najnižji ogljični odtis. V teh 3 dneh smo dobili zelo dober vpogled, kaj se dogaja po Evropi. Predvsem so nam to predstavili kolegi iz EAPE in ostali mednarodni referenti. Jaz lahko rečem, da je EAPA dejansko postala svojim nivojem, ki so ga dosegali, referenca za to, kaj se dogaja, bom rekel, v Evropi pa tudi po svetu. Za Slovenijo lahko rečem, da imamo poddiscipline v asfalterstvu, kjer smo vrhunski, kjer smo odlični, so pa seveda tudi discipline, kjer imamo veliko izzivov. Vsekakor nas v asfalterski branži čaka veliko dela, imamo odlične, bom rekel, kontakte z naročniki, z obema največjima. V sredo pred kolokvijem smo imeli zelo dober sestanek, kjer smo izmenjali poglede in tako naprej. In jaz upam, da ti poslovni pogledi naših direktorjev z naročniki, ki so precej drugačni, da niso tako drugačni in da se to ne bo odrazilo v količini posla v naslednjih letih. Ampak tudi, če bo posla nekoliko manj, strokovni razvoj mora iti svojo pot. In to vemo, to je možno samo z skupnim sodelovanjem tako investitorjev kot izvajalcev in vseh vmes, inštitutov, inženjeringov, konzultantov in tako naprej. Absolutno bo potrebno javno naročanje prilagoditi najboljšim, tistim, ki bojo ponudili, bom rekel, produkte z najnižjim odtisom in zato bomo potrebovali najboljše kadre. Borba za kadre se je že pred parimi leti začela in bo čedalje močnejša in hujša. To je izziv za vse nas, Primož Petrič nam to vedno, bom rekel, prikazuje, nastavlja ogledalo in tudi danes je to zelo lepo povedal. Moram reči, da me je danes izjemno navdušil Damjan Zore z svojim predavanjem, z svojo strastjo do tehnologije BSM in take strasti rabimo še več, čim več, tako kot je včeraj pokazal Tone Tisel, ko je pokazal šport in pa seveda tudi ta nekako sodeloval pri promociji Cyclist Love Asphalt in ta promocija bo šla naprej v Nemčijo, v Berchtesgaden, predsednik bo vzel te naše majice s sabo, tako da bomo, bom rekel, s to promocijo, ki jo je štartala EAPA, nadaljevali. Na koncu mi dovolite par statističnih podatkov, so pomembni seveda, ker, bom rekel, s tem lahko primerjamo, kako je posamezen dogodek uspel in tako naprej. Letos smo imeli 6 sekcij, 4 visoko strokovne, 1 s posebej vabljenimi predavanji in 2, na katerih so se lahko predstavljala tudi podjetja s svojimi produkti. Seveda strokovne konference nočejo med komercijale, ampak na koncu živimo vsi skupaj od posla, zato mi tukaj na tem kolokviju, bom rekel, povezujemo vrhunsko stroko in tudi biznis, ker se nam zdi, da je to tako prav. Skupaj smo imeli tako 29 prispevkov, 16 res tistih strokovnih, 13 komercialno-tehničnih, 1 okroglo mizo in 1 motivacijsko predavanje. Skupaj je bilo na kolokviju
312 udeležencev z 10 držav in na koncu mi dovolite zahvale. Veliko vas je sodelovalo pri pripravi, najprej programski odbor, ki ga tvorijo člani upravnega odbora ZAS-a. Posebna zahvala vsem referentom, moderatorjem, uvodničarjem, odličnima prevajalkama, pokroviteljem. Vse te pokrovitelje imate tlele zadnje, tako da ne bi to dajal na ekran. Skupaj jih je 37 na čelu Petrol, ki se je tokrat dvakrat predstavil na tem kolokviju. Vidimo, da je tudi za Petrol kolokvij vedno bolj pomemben. Zahvala medijem, ki bodo poročali s kolokvija, in pa seveda zahvala tem mojemu timu, širšemu timu, pa bom kar navedel: Tadeja, Sara, Robi, Boris, Anja, Tadej in Tina. To smo sestavili skupaj s Petrolom, res tako široko ekipo, in res hvala vam vsem, res ste bili prizadevni, odlični. Nismo vas praktično videli, kar pomeni, da je vse idealno teklo. In seveda na koncu največja zahvala gre pa vam udeležencem, ker zato tudi pripravljamo, a ne? Tako da res hvala vam, pa še posebej, da ste ostali. Danes je zelo malo ljudi, ponavadi drugi dan tudi zelo polno. Hvala, da podpirate naše delo. In zdajle 1. december je danes, tudi že sneg smo videli, tako da bi izkoristil to, da vam želim lepe božične praznike, da vam želim srečno 2024 in za konec bomo naredili še eno skupno fotografijo in končali ta dogodek. Hvala lepa.